sestanku predsednikov parlamentarnih strank, takoj potem, ko je vlada začela načrtovati ukrepe za odpravo posledic ujme, je vlada obljubila dvofazni pristop. Mi smo ta dvofazni pristop z veseljem podprli. Rečeno je bilo, da se bomo najprej osredotočili na interventne ukrepe, ki so v veliki meri dejansko vsebovani v zakonu, ki ga zdaj obravnavamo. V drugi fazi pa na samo obnovo oziroma na rekonstrukcijo. Ko smo dobili potem zakon, ki je danes obravnaval o interventnem ukrepu, smo bili presenečeni, ker je v tem zakonu predvideno tudi zbiranje finančnih sredstev za drugo fazo, se pravi za samo obnovo. In tukaj je tudi največ dilem oziroma samih konfliktov v zvezi s tem zakonom. Zdaj, dokler pred nami ni zakona z seznamom stvari, ki jih je treba narediti za to, da obnovimo Slovenijo po poplavah, tudi ni pametno do konca načrtovati solidarnostnih prispevkov in ostalih virov, ki se neposredno jemljejo iz žepov davkoplačevalcev in iz sredstev gospodarstva. Kajti tudi po tem, kar je pravkar povedal predsednik vlade pri predstavitvi zakona, je jasno, da bodo ti viri od fizičnih oseb, se pravi pri dohodnini, pa od gospodarstva, po obračunu dobička, v ta sklad oziroma v blagajno prišli šele naslednje leto po vseh teh obračunih. Torej, ni nobenega razloga za neko hitenje. Prvi zato, ker je bil pač obljubljen dvofazni pristop in je najbrž logično, da se tudi ta prihodkovna bilanca načrtuje takrat, ko se načrtuje ukrepi, ne pa da se že v zakonu o interventnih ukrepih zbirajo tudi sredstva, čeprav ne vemo, koliko jih bomo potrebovali za samo obnovo. Zdaj, še večji pač tehnični razlog, ki govori proti temu, da se zdaj na vrat na nos odločamo, ali bomo to prispeval 1,3% ali 1,8%, pa je to, da nekega realnega izračuna še odmenimo. Zdaj, predsednik vlade je na začetku katastrofe, v tistih prvih dneh navajal 10-krat prenizko številko, 500 milijonov evrov, danes se govori o 7 milijardah. Mislim, da sta obe številki pretirani, za tisto prvo je že jasno, za to drugo pa tudi, dokler ne vidimo, kaj je struktura te številke, velike številke, to je več kot 10% bruto domačega proizvoda. Slovenija v enem letu pa zelo težko govorimo o tem, da je to realno. Zaradi tega je naša poslanska skupina predlagala že včeraj na odboru, da se vse te dodatne obdavčitve umaknejo iz zakona, dokler ne bo znano, koliko in kdaj bomo ta denar potrebovali in če ga bomo res toliko potrebovali. Nekateri viri so znani, so bili tudi danes dodatno obrazloženi, s tem ni nikakšnih problemov, ni pa nobenega izračuna, kaj je struktura teh 7 milijard in tudi ne časovnice, kdaj bomo določena sredstva potrebovali. Je pa jasno, da te dodatne obdavčitve denarja ne bodo prinesle letos. To je že rečeno, se pravi, ni nobenega razloga za hitenje. Zato, da se ti dodatni davki in pač poseganje v žepe davkoplačevalcev in blagajne gospodarstva naredi tako na hitro čez noč na podlagi nekega izračuna, ki pač za sabo nima neke verodostojne preverjene ali, kot je rekel sam predsednik vlade, od stroke potrjene ocene same škode. Ta razprava je bila bistveno krajša, tudi ozračje je bilo bistveno bolj produktivno, če bi vlada držala obljubo, da bo šlo v dvofazni postopek, se pravi najprej v interventne ukrepe in v zagotavljanje sredstev za interventne ukrepe, potem pa v obnovo in v zagotavljanje sredstev za to obnovo. Če je kak višek na tej prvi fazi, to ni noben problem, ni pa nobene realne podlage za izračune, koliko posredstva in neposredno šepe davkoplačevalcev, ker pač teh končnih številk, razen tega, kar je bilo danes približno rečeno in po moje pretirano, Slovenija nima. Kar se tiče večine interventnih ukrepov, ki so v zakonu, so v redu.
strani je bilo zelo težko podpreti zakon, ki dodatno obdavčuje tako fizične osebe kot gospodarstvo, brez tega, da bi vedeli, koliko denarja dejansko iz tega vira potrebujemo, ker nekaj dodatnih ocen škode še ni. Predvsem pa je dejstvo, da se ne mudi s tem. Ta zakon bomo zagotovo dopolnjevali in popravljali v roku enega meseca, ker pač vsega se ne da predvideti. Nekatere stvari smo predlagali, so bile zavrnjene. Vlada bo z njimi zagotovo prišla v naslednji fazi. Pač na terenu kaže, da je to potrebno, oziroma da bo potrebno. Torej, do konca tega leta se bo Državni zbor še najmanj dvakrat sestal na seji, kjer bo razpravljal o dopolnitvi interventnih ukrepov in jaz upam, da čim prej tudi na seji, kjer bo razpravljal o tem obljubljenem zakonu o obnovi. In takrat, ko bo na mizi zakon o obnovi, pričakujemo tudi natančen izračun, kakšna je bila škoda, kako jo bomo sanirali, kako bomo Slovenijo po poplavah obnavljali in koliko denarja za to potrebujemo. Če se bo takrat izkazalo, če bi se takrat izkazalo, da dejansko potrebujemo in solidarnostne sobote in neke dodatne odločitve v razumnih mejah, ki bomo podprli. V tem trenutku pa za to ni argument. Torej, pod črto vaša poslanska skupina bo celoti glasovala proti? Nikoli nismo rekli, da bomo glasovali proti. To, da zakon podpreš, pomeni, da glasuješ za. So pa možnosti, da pač se vzdržiš, ne glasuješ, vendar pa upanje umira zadnje, vedno je razprava, nekatere amandmaje smo ponovili in upajmo, nekatere amandmaje upamo, da bomo vložili tudi z nekaterimi od vladnih strank, ki so pač logični, in upamo, da bo na koncu rezultat drugačen, kot je bil včeraj na seji odbora. Tudi če ne bo, ker pač koalicija ali pa vsaj največja vladna stranka je po mojem mnenju zelo nerazumna, nekatere stvari prehitro zabetonirana, proti zakonu ne bomo glasovali. To pa ne pomeni, da bomo glasovali za, ker pač nekatere stvari, ki sem ravno tako govoril, mislim, sem jih argumentiral, je zelo težko podpreti, ker to ni nobene potrebe. Tudi to na nek način kvari vzdušje, to dobrodelno vzdušje, ki je v Sloveniji zavladalo proti ujmi. Ne samo zdaj tukaj v parlamentu, to je še najmanj važno, ampak med ljudmi. Zdaj reč, toliko boste morali prispevati iz svojega žepa, hkrati pa ne ljudem povedati, koliko je končna škoda in kam bo ta denar dejansko šel, je pač nekoj. Pri samem rebalansu 520 milijonov danes prerazporejate, poslanci proračuna, vemo 300 milijonov nekje pri finančnem preloženju in pa 250 milijonov očitno nekega dodatnega zadolževanja. Kje menite, da še lahko je možno še kakšna rezerva na postavki proračuna, ki bi se lahko prerazporejilo prek nekaj zdaj pozarjati? Na posamičnih postavkah proračuna je po mojem mnenju še veliko rezerv. Recimo, če na zadevo gledamo čez neko gospodinsko logiko, če vam pogori streha, potem tisto leto obnavljate streho, ne kupujete novega avtomobila, ko ste ga postavili. Zdaj takih avtomobilov narekovaj je polno po različnih postavkah in jaz mislim, da ko bodo ljudje videli končno sliko, bo tudi vlada prisiljena, da malo bolj postrga po teh stvareh. Tukaj so tudi razne postavke, kjer se pač denar deli za razne študije, za stvari, ki zagotovo drugo leto pač ne potrebujemo nujno. Tukaj ne gre za milijarde, gre pa za neke simbolične stvari, ki bi jih pametno vlada za to, da pač podkrepi ta duh dobrodelnosti ali solidarnosti, če hočete enostavno črpati. Ampak to se še vedno da, leto še ne konča. Ampak ključni problem so dodatne odločitve preden sploh vemo, kakšna je neposredna škoda in koliko bomo to lahko pokrili tudi z ostalih virov. Zdaj, kar se tiče ostalih rezerv, jaz ne vem, ali je vlada z tem, kar je poslala, ali pa danes pošilja v Bruselj, dejansko izkoristila celoten manevrski prostor pri povratnih sredstvih.
veseli nas, da se je šlo v to smer, škoda, da se ostala neporabljena, ne vem pa, pač ne poznam točnih podatkov, ali je cel vremski prostor, pade pa zastavica danes. Da bi lahko reči, da je na nek način danes konec tega nekega političnega premirja, ki je vladalo v preteklih tednih skupaj s tudi s premierjem v eni televizijskih oddaj nastopal in napovedal podporo zakonu. Kot rečeno, v tem zakonu je vrsta stvari, ki so jih tudi mi predlagali, ki jih bomo podprli, pri katerih bomo pomagali, da se zadeva čim prej uresniči, ko gre za interventne ukrepe. Tisto, česar ne moremo podpreti, pa pač argumentirano povemo, kako in zakaj se, tako je bilo tudi pri prvem zakonu, nismo podprli tistega famoznega solidarnostnega dneva. Jaz sem bil tisti ponedeljek v Mozirju, kjer je bila silna kolona ljudi, ki so hoteli pomagati, pa se ni dalo, da je imel vsot razpored, aplikacija ni delovala, zdaj ni nič pomagala. Ampak, ne, če je bila situacija obratna, če bi bila recimo naša vlada takrat, pa opozicija, kakršna je bila v času COVID-a, verjemite, da bi mediji poročali samo o dizastru solidarnosti. Tokrat pa je šlo to nekako mimo, čeprav so se vsa opozorila vnaprej izkazala za upravičenje. Kolone so bile proti Možiču, ne sem se tem oziroma. Tukaj dejansko vlada nima kaj izgubiti, če te dodatne odločitve zaenkrat umakne iz zakona. Mi obljubljamo naprej, da če se bodo izračuni pokazali, da to potrebujemo, da bomo te številke in odstotke podprli, lahko tudi kaj več, če bo to pač potrebno. V tem trenutku ne vemo, ali je to potrebno. In tudi ne govorimo, da mogoče ne bo potrebno. Ne vem, dela se preveč na to. Ampak strani vlade se recimo sliši, da je denimo predlog teh delovnih zgodb prišel strani opozicije in da je to nekako, da jim dan podpirate, pa drugi dan ne, je finančni minister označil kot schizofren. Delovna sobota kot takšna ni ne nekaj pozitivnega, ne nekaj negativnega, dokler ne vemo, ali to rado. Vprašanje pa je, ali je smiselno v tem času, ko pač je pripravljenost zelo velika, da pomagajo prostovoljno. Uvajamo nekaj, za kar ne vemo, ali to dejansko rado. Ampak a je torej konec političnega premirja, v katerem smo zdaj govorili zdaj zadnji mesec? Kako bi vi to ocenili? Zdaj, vi bi radi, da se določi datum, ko je pač premirje in prekinitev ognja v vojaškem premirju in datum, ko pač tega ni. Nič od tega ne bo. Dobre ukrepe bomo še naprej podpirali. Če se nam bo kaj zdelo nesmiselno ali nelogično, kot je to v tem primeru, predvsem bomo pa to tudi povedali. To ni samo naše mnenje. Vsak dan imamo zelo veliko poslansko skupino, vsak dan smo med ljudmi, med gospodarstveniki, vemo, kako ljudje razmišljajo. Veseli smo, da je nastalo neko vzdušje, ko so ljudje pripravljeni pomagati, kako neposredno ljudje, ki imajo nekaj pod palcem, pošiljajo gasilcem, gasilskim društvom, družinam, ki so prizadete in tako naprej. In je res škoda, da to vzdušje posega z nekimi obdavčitvami in